Dober dan, danes imam posebno gostjo, ki moram kar po pravici povedati, da imam kar malo strahospoštovanja. Nikakor se ne bi upal danes na najin sestanek zamuditi, ker vem, koliko si na to alergična, pa ne alergična, saj prav, pač to je neko spoštovanje, tako da jaz sem lahko tebi hvaležen, da manjkrat zamujam, kakor zamujam. Ja, bravo. Ker tako da to si me tudi to na prvem tvojem seminarju, ki sem bil, je bilo to, kako si, bom rekel, na rekovajih nadrla tiste, ki so zamudali. In smo se vsi drugi smejali in to ne moreš pozabiti. No, zdaj pa da vam povem, z mano je Dragica Korenjak, moja najljubša predavateljica, čeprav te nisem poslušal že 7 let, siguren, ampak sem bil pa saj na enih 7-krat sem te siguren poslušal, mogoče celo večkrat, in to so neverjetni seminarji za življenje, mislim, tako da sej danes se bo o teh stvarih pogovarjala, tako da se ful veselim tega pogovora. Hvala za povabilo, mi je veselje, ampak veš, tudi jaz se tebe zelo dobro spomnim. Iz seminarja v Monsu, ko je imel Lisac en seminar, sem predavala in seveda ti si sedel v prvi vrsti. Jaz vedno pogledam, kdo sedi v prvi vrsti, ne? Zakaj? Zato, ker pravim, da samozavestni ljudje in tisti ljudje, ki želijo 100% vse slišati, ampak ne samo slišati, tudi videti. Ker pomembno je uspešne ljudi tudi spremljati, kako se gibljajo, kaj delajo, kako so oblečeni, kako imajo, jaz rečem, notranjo urejenost, da tudi na začetku, ko smo malo nervozni, ko imamo tremo, je čustvena zrelost izredno pomembna. Pol pa me nekdo vpraša, pa imate vi tudi tremo? Pa priznam, jaz jo imam vedno, vedno. Niti en seminar še ni bil, da nimam treme, ampak vedno odgovorim, zakaj imam tremo. 100% želim ljudem, ki dajo svoj čas, da me pridejo poslušati, saj ni vse v denarju. Torej, če jaz njih spoštujem, oni mene spoštujejo. In meni je v prvih tistih 15 minutah dejansko mi delajo, mislim, da vsi hormoni, koliko jih imam. Zakaj? Ker želim in znanje, teorijo in prakso jim prenesti, da resnično tisti čas, ki so ga posvetili zase in meni maksimalno odnesejo. Zato meni izredno pomeni, kdo sedi v prvi vrsti. No, in ti si sedel takrat v prvi vrsti. Sem se včasih nasmejala, ker si dal vedno kako tako lepo pripombo. Lepa pripomba, ne bom rekla, niso pripombe, ampak to so predlogi izboljšav. Tudi predavatelji imamo radi, da kdo kaj pove, ker potem pomislim, aha, moram kaj drugega še povedati, ker tebe to zanima. Ampak dobro, ti si meni ostal v spominu, še zdaj te vidim, sedel si torej pred mano in ko sem zaključila ta seminar, sem se zahvalila, da ste si vzeli čas, si se ti vstal, si dal aplavz in v trenutku, ko si se ti vstal, se je ostala cela dvorana in ste mi dali takšen aplavz. Jaz sem rekla, da tisti aplavz je meni kot da ste mi dali krila. Da sem na koncu bila tako srečna, da sem bila z vami. Zakaj? Ker ste mi dali potrditev, da res dajem ljudem to, kar potrebujete, da tudi vi naredite svojo zgodbo o uspehu. Jaz sem res naredila veliko zgodbo o uspehu, ampak ni bila to moja zgodba, to je bila zgodba mase ljudi, s katerimi sem delala po Sloveniji, in samo ljudje so tisti, ne glede na čas, ali je to pred 100 leti ali danes, samo ljudje lahko naredijo dobro zgodbo. Jaz vedno rečem, če greš sam, prideš daleč, če pa greš z maso ljudi, pa trdno hodiš in narediš pomemben korak. Zakaj? Ker je zadovoljstvo večine, ne samo tebe. In ko ste mi dali ta aplavz, takrat sem jaz dobila res krila, da delam danes to, kar delam z veseljem. Ja, no, seminarji tvoji so bili odlični, tako da je bil zmeraj razlog za aplavz.
Evo, mogoče, če sem to povem v prvi vrsti, da sem sedel, ne, jaz vedno na seminarjih sedim v prvi vrsti. V šoli sem zmeraj v zadnji sedel in sem videl, da to ne gre. Ne, sej v šoli je bilo tako. Tisti, ki smo v zadnji sedeli, smo bili najslabši. Ne. In jaz sem spremenil to mnenje, mislim, ko sem bil v šoli, mi je bila znanje tretja briga, zdaj pa to drugače in se vedno v prvo vrsto usedem. Enkrat sem z eno družbo šel in so se oni v eno četrto, peto vrsto usedli, pa sem se še jaz zaradi lepšega, ko so se oni. Pa po nekih pol ure predavanja sem rekel, fanti, jaz ne morem v tej vrsti sedeti, jaz grem v prvo vrsto, bolj spremljaš, pa tudi noge lahko naprej stegneš. Mislim, če že to pogledaš, ne? In jaz ne razumem, še posebej ne razumem ljudi, plača drago en seminar, pride pol ure prej in se čist v to zadnjo vrsto usede. Ne razumem, tako da... Ja, veš, jaz jih po eni strani razumem, potem včasih tudi naredim en poizkus, ne, tako kot si rekel, predvsem mladi, pridejo na seminar, se vsedejo zadaj, čeprav so plačali in si že mislim, aha, zdaj bojo pa vzeli telefone, na uro bojo gledali, ker so morda morali iti na to izobraževanje, ker je mama rekla ali pa nekdo v podjetju, da mora iti, ne, ampak če je dober predavatelj, če začne z nekim dialogom pa sodelovanjem, da ljudje sodelujejo, ne vem, če se spomniš, jaz sem vedno rekla, dajmo se vstati, podajmo si roke, povejte en o drugemu nekaj. Nikoli spet ne pozabim iz Smelta, ko smo imeli seminar, po seminarju sta priletela en gospod in gospa in sta me začela objemati. Sem rekla, kaj pa je? Gospa, ne morem vam povedati, kako smo vam hvaležni, da ste rekli, naj si podamo roke. Mi dva sodelujemo po telefonu že 10 let, pa se nismo poznala. Danes smo sedela skupaj, je rekel, in ne vem, kaj se je zgodilo, da ste nam dali možnost, da sva se spoznala. To pa je nekaj, kar jaz pravim, da je izredna pomembna komunikacija. Samo ljudem je dan dar govorne komunikacije. In kot živa bitja moramo deliti medsebojno spoštovanje in vse ostalo, kar jaz pravim, čisto vsi imamo nekaj čustva. In v vsakem trenutku lahko samo na eno stvar pri človeku vplivamo, to je na čustva. Ali da imamo dobra čustva, ali pa da smo žalostni, jezni. In to, da mi lahko vplivamo na nekoga in zavedanje tega in v prodaji, in v podjetništvu, in v mrežnem marketingu je izredno pomembno. Jaz mislim, da je korona naredila nekaj, kar jaz vidim pozitivnega. Da smo ljudje spoznali, da smo socializirana bitja, da težko preživimo en brez drugega, da je druženje pomembno, ker pomembno je takrat, ko si uspešen, si v neki skupini uspešnih, ampak pomembnejše je, ko si ti v neki coni neudobja, solz, da ti nekdo da roko, da ti nekdo da objem, da ti nekdo reče, glej, sej bo šlo, pojdi, glej, tudi meni gre, vstani se, greva. In ne glede na čas je to izredno pomembno. No ja, zdaj si me spomnila na tiste seminarje na Brezovici, ki je bilo, ja, vsak je vstal, pa je povedal, kaj dela. Ja. In jaz se spomnim tega tvojega seminarja, koliko smo bili ljudje, ker jaz sem takrat temu podjetje Lisac je moglih neko akcijo, si lahko kupil, ne vem, mislim, da je ne 15 seminarjev za neko smešno nizko ceno, ker jaz sem hodil čas na seminarje, ki je stal eno plačo. To je pa bilo polene 40 € in to je bilo smešno pocen. In jaz sem to seveda izkoristil, šel na vse seminarje in se spomnim, kako smo bili vsi najbolj veseli na tem tvojem seminarju, ravno zato, ker je vsak povedal, kaj dela in je bilo potem v odmoru druženje čist drugačno, kot bi sicer bilo. Jaz sem tudi, ko sem začel hoditi na te seminarje, ne, nisem v te samozavesti, da bi do enega šel, pa bi rekel, jaz sem pa Tomaž, kaj pa vi delate.
In sem tam nekje sedel na telefon, neki tipkov, pa Boga molil, če bi kdo do mene prišel, pa me kaj vprašal, ne? Ampak ni noben prišel. Ampak pol tudi zaradi tega tvojega seminarja sem ugotovil, da so vsi taki levaki, kaj jaz, da noben se na upah, noben mu jet, ampak komaj čaka, da pride. Tako da sem pol tudi spremenil to taktiko in sem zmeraj do nekoga šel, mi je bilo tudi cilj na seminarju, med odmorom, pej do nekoga, obgovor ga in to je bilo 100-krat lažje, kot je bilo drugače v moji glavi, ne. In to vse čestitke za to, da si kot predavateljica, da si se tega problema slušateljev zavedala, ker to se ti mogoče te bi lahko zdelo, ja sej, da se bojo pa pokonektali tam v tisti dvorani, ampak ni tako, ne. No, tukaj bi jaz kar se tudi spomnim, kaj sem na koncu rekla, ko so se pozdravili, ne, ko sem rekla, gledajte, tu vas je 500. In zamislite si, da vi potrebujete 500 terminov po Sloveniji. Koliko časa potrebujete, da dobite vizitko teh vseh 500 ljudi? Kdo bi največ zaslužil v tistem trenutku? Ja, Petrol. Torej, tukaj imate ljudi, morate pristopiti do njih. Meni se pa zdi, da smo mi vsi skupaj takrat, ko jaz rečem, da se pozdravimo, nekateri so se celo objeli, odložili plašč dominantnosti in plašč strahu. Ko predavatelj zna narediti, da je to ena družina, da smo vsi samo ljudje, nihče nima nekaj več je lahko znanje, vztrajnost, volja, ampak v bistvu, ko pa mi da pridemo na seminar, smo pa mi dva enaka. Zato poudarjam predvsem mreženje, ko je zdaj recimo so konference, ti novoletni sprejemi, vsak mora imeti vizitko v žepu in vsak mora v enem stavku znati povedati, kaj nudi. Ker če ti mene vidiš na cesti, že veš, Dragica, svetovalka za razvoj prodajnih mrež. Kaj bi z njo? Kakšno vprašanje bi postavil? Torej, kontakt, ki traja samo 3 minute, nič več. In teh 3 minutah moraš ti znati z energijo, z željo, da spostaviš kontakt, z tem, da nekomu daš vizitko z ljubeznijo. Če pogledamo Kitajce, na kak način, ali pa Japonci, oni dajo svojo vizitko, da jo primejo z obema rokama, se priklonijo in ti jo dajo. Torej, je to neko spoštovanje tudi do mene, da jaz hočem imeti tvojo vizitko. Enako bi mi morali biti malo glede tega kontakta prvega ozaveščeni, da znamo povedati svoje vrednote, kaj delamo. Ker jaz te dejansko sprejmem v pogovor, če vem, Tomaž dela to. In zakaj sem jaz danes tukaj s tabo? Zato, ker vem, kaj ti delaš. Ker vem, da imaš ti bazo podatkov oziroma svojo bazo zvestih spremljevalcev, ki te cenijo, spoštujejo. Zakaj? Zato, ker si to, kar si. Imaš svojo kredibilnost, imaš svoj glas, to je tvoja blagovna znamka. In izredno pomembno je, da ljudje izkoristijo ta čas, ko so kratki odmori, da so hitri. In na teh seminarjih tudi včasih vprašam, povejte mi, po čem ste dobri, zakaj izstopate, zakaj bi se nekdo odločil, da vas zaposli. Pa veš, kaj me moti pri ljudeh, da rabijo 5 ali pa 10 minut, da povejo, v čem so dobri. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker vsi iščemo, v čem sem slab. In izredno pomembno je v prodaji, recimo razlika med žensko in moškim. Uspešna ženska v prodaji ali pa moški. Moški ste super v prodaji. Zakaj? Zato, ker se zjutraj vstaneš, pa rečeš, danes je moj cilj to, moram to narediti, super, jaz to vse obvladam, akcija, vzame torbo pa gre. Pri ženskah je malo drugače. Ženska najprej ugotavlja, v čem je slaba, kaj mogoče ni 100% in zaradi tega, ker se obremenjuje z tem, v čem ni 100%, mogoče sploh ne gre na teren. To je napaka. Moški si tu upate bolj nekako skrit,
to svoje neznanje, ženske smo pa tu mogoče malo preveč kritične. Ampak v bistvu, tako kot pravim, je zavedanje svojih vrednot, ciljev, fokus, kaj si v življenju želiš. Sploh ni pomembno, koliko si star. Pomembno je, da imaš svoj cilj, da imaš fokus in da ne kompliciraš. Da ne kompliciraš, da si olajšaš življenje. Da garaš, ampak se moraš tudi znati nagraditi. Na tvojih seminarjih sem slišal res veliko takih koristnih nasvetov, prej sem zamujanje omenjal. En tak ful dober nasvet, ki sem se ga tudi držal, je bil ta, da bi mogel vsak človek hoditi 25% hitrejš po konc in gledati naravnost. Nekako približno tako je bilo. Jaz sem si to še v en blog zapisal, na enem seminarju, ki je bil top 100 tržnikov sem bil, ampak nisem unga bloka najdel. Tako da sem si prav vse, kaj sem si prav eno stran zapisal na tvojem seminarju. Sem rekel, mi bi bilo dobro izhodišče, ampak nisem uspel včeraj najti tega bloka, ampak vem, da sem mu to zapisano. In res, zdaj, jaz sem pol tudi se tega pravila držal, nikoli da bom hodil po cesti takole ves, ne, po konc in mislim, tudi bolj samozavesten ga naredi. Potem pa tudi, ker zdaj, ko sem to od tebe slišal, pol kakšnega človeka opazuješ takole kje, spomnim se eno punco, sem videl v Mercatorju v Trebnjem, je to že nazaj 1 leto, 2, lušna punca, visoka, bi rekel, koma nekenka, a ona čist sključena, dol gledala, sem si mislil, pa punca, tako si lepa, Madonna, jaz bi hodil kapal tukaj, ne, ti pa prav neka zvita, zgubana zgledaš, ne, tako da hočem sem povedati, koliko je ta nasvet dober in če ga kdo ne upošteva, to upoštevajte. Je tako preprost, ne, ampak res deluje. Jaz pravim tako, ne, sključeno, žalostno hodimo takrat, ko nam nekaj ne uspe ali pa imamo neko bariero, blokado, okolje te spremlja, vidi in jaz pravim, to je ravno tako, da če imaš en problem, še ti oni dajo zraven en problem, nišče ti ne pomaga, ker tako te reče včasih, zakaj bi meni krava crknila, naj sosedo crkne, ne. Tu smo malo ljudje, mogoče nečloveški, ampak če pa ti hodiš vzravnano, če si ti nasmejan in ko te nekdo sosed vpraša, kak si, in če ti vedno rečeš, v redu, super, ja, potem on nima kaj, da ti nalaga. Torej, ti narediš sebi plašč in ne dovoliš, da ti nekdo naloži še zraven, bogi si, joj, kak se mi smiliš. Nišče se nikomor ne smili. Zato, da se ne rabiš nikomor smiliti, jaz pravim, samozavest je, tako kot si rekel, 25% hitreje hodite, glava gor, na smeh, se ne rabimo do všeh, samo da ko se dejansko pozdravimo, smo nasmejani, kak smo, super, v redu je. Tako da, jaz mislim, da je, tako kot je rekel Albert Einstein, izredno pomembno, tudi jaz sem se tega zelo držala. Življenje je kot vožnja s kolesom. Če se ti ustaviš, zgubiš ravnovesje in padeš. Vedno moraš iti naprej, vedno. Še tako hudo, ko je, vedno moraš sami sebi reči, saj bo šlo, saj gre, bom zdržal. Vedno obstaja rešitev. Ljudje so pa tisti, ki so takšni in drugačni, saj nas zato spreminjajo. Jaz bom rekla, da življenje je kot, da greš na vožnjo s toboganom. Gremo gor, ampak lepega dneva padeš dol, ampak jaz vedno rečem, na koncu je darilo. Če ga ne odpreš, če ne pogledaš, kakšna izkušnja je bila, potem bo šel spet gor, pa bo spet enako padel. Tako da, čisto vsi smo res odvisni, vsak zase, za svoje življenje, za svoj uspeh, za svoj neuspeh. Vprašanje pa je, koliko smo pripravljeni za svoj uspeh narediti, ne? Tu je pa lahko spet druga tema, ki bi jo lahko drugi
posnetek naredila, mogoče uro ali dve, glede na to, da imam kar veliko svetovanj za ljudi, ki so v podjetništvu, ki so v mrežnem marketingu ali zavarovalništvo ali vodijo ljudi. Izredno pomembno je zavedanje in prepričanje. Ne? Če povzamem to, kar si povedala, ni razloga za jamranje. Ne, niti slučajno. In nikoli ni noben drug nič kriv, vse si sam kriv. Dobesedno. Glej, jaz bom rekla tako, da se od malega že nekako sem borila, da sem naredila svojo zgodbo o uspehu, da sem to, kar sem, da imam notranji mir. Doseči notranji mir je danes uspeh. Notranji mir pa vemo, iz česa je sestavljen, iz tega, da si preskrbljen, da si zdrav, da imaš družino, da živiš življenje, ki si ga res zaslužiš. Ampak zato je treba garati. In še taki padci, ko so mi bili v življenju od 4 let naprej, ko so me starši pustili, ker sem bila v rejniški družini, glej, vedno sem verjela, da pride dan, ko bom jaz srečna. Aha, tebe so starši pri 4 letih pustili, če prav razumem. In si potem bila v rejniški družini, si bila to eni ali si bila večjih ali kako? Kar v 3 rejniških družinah sem bila. Kakšne so to izkušnje? Ja, to so, jaz vedno v vsakem slabem najdem vedno samo dobre stvari. In kaj sem se naučila v tej rejniških družinah? Če sem vstala zjutraj ob 5, pa da sem prej vse v hlevu naredila, preden sem šla v šolo, pa ko sem iz šole prišla takoj preobleči na njive, na travnike, so me nekaj naučili delati. Da sem delavna, da znam delati, da se gibljem. Tudi zdaj, ko sem v penzionu, že 7 let, moj soprog vedno reče, pa daj umiri se na morju, ko sva, pa mi reče, pa daj vleži se na ležalnik, pa imej minuto mira, ne? Pa ne gre. Ne gre. Jaz ležim, pa že travico okrog plejem ali pa kaj delam. Skratka, to življenje me je naučilo, da je treba delati in da vedno obstaja rešitev. Da vedno, ampak tako kot pravim, sam moraš na sebi delati. Misliš, da če ne bi ti bila v teh rejniških družinah, kjer pač je bilo težko, kot si rekla, misliš, da bi bila tako uspešna ravno tako ali ne bi bila? To zdaj težko rečem, ker skozi to nisem šla. Po karakteru sem pa človek, ki hočem, ki imam cilje, ki sem dosledna, sem perfekcionist, kar me včasih malo moti, ne? Predvsem, ko delam z ljudmi, zagotovo bi uspela, zagotovo. Je pa res, da v naših šolah ti dajo zelo malo znanja, ko greš, tako kot sem ja šla v podjetništvo. Tako da sem morala velikokrat iti skozi faze, da sem padla, se naučila in potem nadaljevala. Po drugi strani pa mogoče zato zdaj tako lahko ljudem pomagam, ker sem šla skozi vse te faze od prodaje, vodenja, do podjetništva, do svetovanja, coachinga, da zdaj danes lahko ljudem pomagam. In meni je največje veselje, tako kot sem rekla, danes na poti sem dobila podatek, dvignili smo prodajo za 30%. To je največje priznanje. Ti tudi nekaj delaš humanitarno za te rejniške družine ali kako, če sem nekje prav zasledil? Ja, 10 let moram reči, sem kar veliko delala na tem področju, da smo zbirali donatorje, da smo jim dali oziroma polepšali en dan v leto z kakšnim Gargalandom, božičnim Dunajom, zimske bunde ali teniske ali prireditve. Zdaj pa imam predvsem predavanja, mala šola retorike, imeli smo malo šolo retorike, kjer želim tem otrokom oziroma včasih tudi starejšim povedati eno stvar, da retorika je tista, ki ti tudi odpira vrata. In vse blokade, barijere, ki jih imamo, pa tudi jaz sem jih imela kot otrok, ker sem morala biti vedno tiho, pa ti nič ne znaš, pa ti si, da ne rečem kaj,
in pride do blokade v grlu, da enostavno nisi sposoben zbrati toliko energije, da bi povedal, kaj želiš. Torej, svojih ciljev nisi mogel izraziti. Zakaj? Zato, ker če ni govorne komunikacije, torej si nekje vedno v nekem kotu. No, jaz sem preko šole retorike uspela, da sem odpravila. Si jecala, čeprav razumem? Ne, nisem jecala, samo nisem upala spregovoriti. No, in potem sem hodila na seminarje Brian Tracyja, to je bilo zelo zanimivo, in na drugem ali na tretjem seminarju, ko smo imeli cilje, mene Brian vpraša, kakšen je pa tvoj cilj? Pa jaz rečem, samo en preprost, da lepega dneva tebe iz tega odra v Smeltu vršem dol, pa da jaz predavam. Pa se je nasmejal, na koncu mi je prinesel knjigo, pa mi je napisal, da naj mu sporočim, ko bom imela prvi nastop. To se je zgodilo res, čez par let sem imela v Smeltu predavanje, sem mu poslala sliko in od takrat naprej jaz tudi predavam. Super. Tako da vse se da, ampak moraš delati na sebi. Najbolj pomembno je, da ugotoviš, v čem si slab. In v tistem, jaz pravim, tudi če sam ne ugotoviš, vse ti okolje daje znak. In jaz vedno rečem, vsak znak za alarm je znak za spremembo. In če vidiš, da nekaj nisi 100%, ali si poiščeš pomoč, ali pa veš, da tega ne boš sam zmogel, da greš na neke seminarje. Jaz ne vem, zakaj ljudje bolj ne hodijo na seminarje. Saj ne samo, da dobijo neke izkušnje, neko znanje, dobijo pozitivno energijo, ker na seminarje grejo ljudje, ki želijo uspeti. In zato bi morali ljudje malo resneje jemati te seminarje in ta druženja in malo prisluhniti in se malo mrežiti. To je mogoče malo premalo aktivno, predvsem med mladimi. To se popolnoma strinjam, tudi zdaj ta korona, ti si rekla, nekaj dobrega prinesla, ampak ful slabega je pa prinesla to, da so se začeli zdaj te Zoom seminarji. Ja. To je meni katastrofa. Ja. In jaz sicer nisem zdaj več toliko na tekočem s tem seminarjem, ampak mislim, da tega ni več. Lisac ne dela teh velikih seminarjev, ki so mi obe dva predavala. Mislim, kaj je bilo to super, tudi to, kar si rekla zaradi druženja. Meni je to bil seminar, to je bilo meni bolj kot dopust en dan. Mislim, bolj sem v tem užival, to je bilo zame eno samo veselje. Ne? Tako da tega mi je toliko žal, da tega ni. Ampak najbrž to ni več interesa. Jaz sem tudi včasih delal ful seminarjev, Facebook oglaševanje, optimizacije spletnih strani. To sem vzmeram vse polno. Danes, če to naredim, 5 ljudi ne bom dobil. Pa se upam trditi na področju optimizacije spletnih strani. Sem med to po Sloveniji, tudi knjigo sem o tem napisal, ampak jaz vem, da ne bojo ljudje prišli. Tako da mi je to ful žalostno in ful to pogrešam in sem že parkrat razmišljal, da bi poklical Lisca, pa Smiljana, pa tebe mogoče, pa še koga, če bi nekaj naredili, pa zato, da se nekaj dogaja. Super ideja. Jaz ne bi to za zaslužek delal, za karkoli, ampak za to, da se to družimo, da se to spet začne, ker to je tako fenomenalno, da... Super, gled, podpiram te 100%, ker zdaj delam v Sloveniji in te seminarje, kaj ima Maribor, Ljubljana, Koper, gled, ko jih vprašam, kako se jim zdi oziroma kaj je najpomembnejše zdaj na tem seminarju. Ravno to, kar ti praviš, druženje, izmenjava mnenj, energije, ne razmišlja, da se ne da. Vidiš, to je največja napaka. Da se. Ljudje morajo spremeniti v sebi miselnost. Sej digitalizacija je prinesla neke novosti in prav je, da jih je prinesla, ker so se določeni stroški znižali pri poslovanju in hitrosti informacij in tega. Ampak vseeno še vedno je na prvem mestu druženje. Sej ni rečeno, da tisto, kar je novo, da je najboljše.
Če mi pogledamo zdaj pametna hiša, nekdo želi imeti pametno hišo, vse na telefon, da se bo to avtomatsko vse delalo, na drugi strani imamo pa klasično hišo, to je, mislim, da na eni konferenci v Portorožu podjet imel predavanje in je lepo prikazal pametna hiša, pa klasična stara hiša. Ko je pej zunaj deževalo, neurje bilo, internet je odpovedal, stoji nekdo pred pametno hišo, želi noter, celi moker že, pa ne more, ker je internet odpovedal. Na drugi strani gospa da ključ noter, odpre vrata in vstopi. Tako da ni rečeno, da vse, kar je digitalizirano, da je v tem trenutku najbolj pomembno. Ampak jaz bi se malo vrnila in zagotovo ne smeš več tega reči, da ne bi prišli. Bodo ljudje prišli, ker rabijo. To je dobro si rekla. Ker potrebujejo. Zamisli si ti samo poglej, kdo je najuspešnejši v odpiranju pisarn v svetu in da ima vedno udeležence, goste ali udeležence v svoje pisarne. V vsaki vasi ima svojo pisarno. Komu je to uspelo? Bomo gotovo. Ne vem. Pa so vsako nedeljo ljudje tam. Aha, cerkev. Torej, ne razmišljati, pa so imeli tudi maše po spletu, ampak so se ljudje vrnili. Zakaj? Ker rabijo notranji mir, ki ga dobijo od okolja, ne od nekdo verjame, nekdo ne, ampak tisti občutek, da je med ljudmi, da se dobro počuti. Enako je na seminarjih. Ravno to, kar si rekel, da razmišljaš, da bi z listom. Ko sem se peljala v Ljubljano, sem ravno to razmišljala. Kako bi bilo dobro, da z listom naredimo en takšen seminar, da združimo tisto, kar smo delali takrat, kakšni smo danes, ker tudi to bi bilo zanimivo, ne, da vsi mi predavatelji stopimo na oder, ker danes smo drugačni, ker nas je tudi okolje spremenilo, način življenja, način dela, bi mogoče bilo zelo zanimivo. Tako da 5 predavateljev, ki smo takrat začeli skupaj, da se najdemo, torej bova pobudnika listcu temu, da naredimo ta seminar. Jaz mislim, da bi bilo super, ker to je res. Tudi zanimivo pri seminarjih, ne? Jaz sem ti prej razlagal, da sem se Smiljana Morija ful naučil. Jaz sem imel z njemu eno tako slučajno izkušnjo, ker zanimivo je tudi to, ne. Smiljana, rečemo, sem ga prvič nekaj slišal, čez eno 6 drug, čez drugega ven. Pol je pa prišlo do nekaj, da sem jaz predaval na njegovih seminarjih, na ene 5, in jaz sem to tudi zmerno izkoristil, da sem tudi jaz bil. In tudi, če sem bil tam, sem tudi prenosnik, pa če sem še nekaj drugega vmes delal, ker sem že njegove stvari vse stokrat slišal. Ampak jaz sem rabil neke stvari, da sem bil na 5 njegovih seminarjih, da mi je v glavo prišlo. In on je par fenomenalnih stvari povedal in človek mora tudi ene stvari večkrat slišati. In tudi, ne vem, me kdo kdaj kaj svetoval, pa nisem ga resno vzel, čez 3 leta sem pa to začel upoštevati, pa prav, nisi že takrat upošteval. Ne moreš, ker danes čez vse upoštevam, kar od ljudi slišam, saj ni časa, ne moreš in moraš nekako prefiltrirati in tisto, kar večkrat slišiš, mogoče je boljš, tako da tudi kdo prav, vse že vem, noben ne ve vse, tako da tudi te seminarji so fenomenalna zadeva, tako da jaz jih ful pogrešam. Ja, jaz bom rekla tako, to, ko praviš, da veliko krat slišiš, pa da si potem zapomniš. To imam jaz mogoče malo drugačno razmišljanje. Jaz vedno, lahko je čisto isto seminar, ampak vedno slišim drugo stvar. Zakaj? Ker se jaz tudi vsako leto spreminjam in vsako leto potrebujem drugo znanje, drugo informacijo. In če si ti meni celo leto nekaj predaval, vse jaz drugega nisem slišala, ko samo tisto, kaj jaz potrebujem v tistem času. Zato je izredno pomembno, da se ljudje zavedamo, da vsako leto, na začetku leta, si postavljamo nove cilje, ker smo drugačni. Nismo več to, kar smo bili, spremenili smo se,
normalno, ali v plus ali v minus, in takrat narediš analizo, kaj pa moraš spremeniti ali narediti, da boš imel to, kar jaz rečem, kar je največja vrednota, notranji mir. Pa če se mogoče malo vrnem k Smiljanu, jaz tudi Smiljana občudujem, zelo sem ponosna, da je naredil tako veliko zgodbo o uspehu. Se ga pa spomnim tudi iz Portoroža, takrat smo mi bili Slovenska gazela, imeli smo neko združenje zavarovalnih zastopnikov v Portorožu, neka konferenca je bila in vidim, da non-stop hodi nekdo za menoj, ne? Pa se le obrnem, pa se pozdraviva z Smiljanom in mene Smiljan vpraša, povejte mi, kaj naj delam, da bom tako uspešen, kot ste vi. Sem rekla, samo to, kar rad delaš, pomagaš ljudem, izobraževanja, zavarovanja, to je lahko velika zgodba o uspehu. On je dodal svojo, jaz bom rekla, 100% prepričanje, da on to zmore in je res naredil veliko zgodbo o uspehu. Meni je žal, da ga recimo veliko ljudi negativno ocenjuje, ampak negativno ga ocenjujejo zato, ker mu ne privoščijo, da je tako uspel. Ker jaz pravim, vedno vsak išče izven sebe vzrok, zakaj on ni uspel, in ko nekdo mogoče ni njemu po volji, ko predava, mu pa da takšno nalepko. Ampak Smiljan je zase, za svojo družino, za dobrobit ljudi izredno veliko naredil. Zelo veliko. No, jaz mislim, nekaj navoščljivost, nekaj pa tudi, ki ga ljudje ne poznajo. Ja. Ne? Sej, jaz imam na svojem blogu članek, Smiljan Mori mi je šel na živce. In mi je res šel. In to, ti bom poslal link, si preber. To je tako zanimiva, poučna zgodba. Prej si razlagala, da ko si na Liscu predavala, da ti je Lisac preposlal, ko te je en skritiziral. Ja. Veš, da se to tudi v enem članku piše, tako da nič ne skrivam. Veš, da jaz tam nekje leta 2006 je bilo, ki mu Lisac pa Smiljan sta imela v Hali Tivoli, sta imela neki seminar velik, ne. In jaz sem Lisca zelo spoštoval, Smiljan Mori mi je šel pa na živce. In jaz sem Liscu že napisal mail, da ne ga spoštujem, ampak da se gre pa nekaj tazga, da tega Smiljana Morija pripele, da to je pa pod vsakem nivojem. Ampak hvala Bogu mu nisem tega maila poslal. In če bi mu jaz ta mail poslal, me verjeten on ne bi takrat vzel, da bi predaval za njega. Mislim, tudi jaz, če bi bil na njegovem mestu. In bi si zaradi svojega ega, ki sem mogel nekomu povedati, da mi gre Smiljan Mori na živce, mogoče ne bi jaz nikoli predaval, mogoče ne bi nikoli knjige napisal. Mislim, tudi ena malenkost, tisto, ki je mene Lisac dal na predavanje, mi je ful, mislim, to mi naredil spremembo v življenju tako, da si ne moreš misliti. No, se to je pomembno, zelo lepo si to povedal. Pomembno je, da ljudje ne ocenjujemo nekoga kot predavatelja, mogoče nekomu je všeč, nekomu ni, ampak v bistvu, gledaj, se vsak trudi, vsak želi narediti najboljše. Zdaj, da pa nismo vsem simpatični, se jaz tudi verjetno nisem vsem simpatična in so eni in drugi kritizirajo. Ampak jaz se spomnim tega seminarja, ko sta imela Smiljan in Aleš, sem tudi jaz predavala takrat, ampak jaz sem takrat tudi na tem predavanju odnesla največjo nagrado, kar sem jih lahko odnesla. Na kak način? Jaz sem predavala, ampak v slovenščini, ne? In gost je bil, mislim, da je bil tudi enega Američana je imel. Če nisi to malo zamešala, ti si ko se je Lisac pripeljal z... Ne, to je bilo pa Hala Tivoli, je bila skoraj 10 let prej. To si pa BQ akademijo, ki se Lisac prijel. Drayton Burt je bil tist. No, in on je prišel na koncu do mene, ko sem odpredavala, pa mi roko da, pa reče, vse kupim. Sem rekla, jaz nič ne prodajam. Joj, vi ste imeli tako energijo, kaj boste dali, gledaj, jaz vse kupim.
Meni je dalo to eno takšno potrditev, ki jo še danes povem ljudem, da verjetno sem jaz tako predavala z navdušenjem, da bi on bil vse kupil, pa čeprav ni razumel, da sploh nič nisem prodajala. In bistvo vsake prodaje, ne glede na to, kaj delaš, prodajaš sam sebe, je navdušenje. In tukaj ljudje lahko, če imajo 100% zaupanje v produkt, ki ga ali predavajo ali tržijo, če imajo 100% zaupanje v sebe, potem to navdušenje lahko prenesejo z govorom na ljudi. In bistvo uspeha je navdušenje. Pa mogoče tu samo ena lepa zgodbica o navdušenju. Ko sem se peljala iz Maribora, mislim iz Morja za Maribor, iz Morja, ko greš, so vedno ob cesti te branjevke, ne, prodajajo, ne, fige in to. In sem jaz rekla, bom kupila sveže fige, pa si jih peljem v Maribor. Se ustavim, pride ena velika gospa, muzika, ful na glas tam v tisti svoji tržnici, nasmejana, navdušena kot neki Martin Krpan je prišla, pa reče, što želiš ženo, što tražiš, ne? Jaz se tako malo tako umirjam, pa sem rekla, ja, smokve bi imela, pa koje smokve ćeš imati? Pa sveže, pa ona meni, pa sasvim sveže, pa sem rekla, ja, čisto sveže, ja. Dete moje, ona mene objave pa reče, pa ti zaslužiš najboljše sveže smokve, pa ti si tako lepa, ko Ola, moja smokva. Prime me za roko, vzame en vedro, pa reče, glej, naberi si sveže smokve. Poglej, kaj ona znala narediti. Ja. Ona je znala preiti v moja čustva z navdušenjem, me pohvali, kak sem jaz super, kako dobro izgledam, da si zaslužim sveže smokve, mi da vedro, me popelje do drevesa in tam sem si jaz nabrala sveže smokve. In kaj danes pogrešam pri ljudeh? Navdušenje. Ja, navdušenje. Enako pri vodjih, ne? Danes recimo, ko imam seminarje, z vodji, ki vodijo mase ljudi, vedno jim rečem, ljudje vam bodo sledili vašim rezultatom. Tu je angleška pokojna premierka Margaret Thatcher lepo rekla, če moreš ljudem povedati, da si njihov vodja, potem to zagotovo nisi. Enako je rekla za uspeh. Če moreš ti ljudem povedati, da si uspešen, potem zagotovo nisi. Torej, rezultati vedno pokažejo, vedno. In kredibilnost, ali si v prodaji, ali v vodenju, ali v podjetništvu, kredibilnost nam piše tu na čelo. In 100% zaupanje v sebe, 100% v to, kar delate, če oplemenitiš z navdušenjem, zagotovo narediš svojo zgodbo o uspehu. Super. Dragica, ti imaš ful teh verjeten nasvetov. Lahko še kakšnega tacga poveš, ki je bil tale, da moraš hoditi 25% hitreje. Take bi rekel, čisto življenjske, ker tale intervju ne bojo poslušali sami podjetniki, bo več tistih, ki niso podjetniki, ampak ti imaš za to osebnostno rast za življenje, bi rekel, kakorkoli. Sem veliko stvari izvedel na seminarjih, daj, siguren imaš še kaj tacga. Ja, jaz bi rekla tako, ne glede na to, kje se ljudje nahajajo, ali da so na začetku poslovne poti, ali da so nekje v življenju, hodijo vredno zaposlitev, ali da resnično ne vejo, kaj bi še naredili. Jaz se vedno rečem zlata petka. Meni so celo na Hrvaškem rekli, da sem botra zlate petke. Zakaj? Samo 5 stvari je, katerih si bi vsak človek moral postaviti, ne glede na starost. Kaj si želim? Kaj si želim v življenju? Kaj ti želja se preusmeri v cilj. Zavedanje tega je usidranje v podzavest, da energijo in okolje usmerjaš v to, da prideš do tega cilja.
Torej, kaj si želim? Potem, kaj znam? Kaj sem naredil za to, da lahko delam to, kar znam? Ali si v šoli, ali si v podjetništvu, ali si v službi. Kaj znaš delati? Zakaj bi jaz tebe izbrala, da bi bil z mano, da bi nekaj ustvarjala? Se tudi, če si uspešen študent, glej, če ti stopaš po tem, da si dober, že daješ znak, glej, dosleden, znam delati, vztrajen sem, spoštujem čas. Torej, to so že vrednote, ki te gradijo, da gradiš svojo kredibilnost. Ali pa, če si starejši, tudi starejši potrebujejo, da te nekdo opazi, da te povabi v svojo sredino. Mogoče znaš nekaj delati, kar oni ne znajo delati in doprineseš k temu, da je okolje, družba zaradi tebe srečnejša in to te tudi plemeniti. Potem, da si narediš vsako leto načrt dela, kaj boš delal, kaj želiš doseči v tistem letu, da ne živiš od danes do jutri. To je najslabše, ne glede na to, kje se nahajaš, da živiš od danes do jutri. Torej, točno moraš imeti definirano, kaj si želiš. Jaz imam za vsak mesec, kaj si želim in napisano, kaj bom delala, da bom to dosegla, da bom konec leta rekla, uspešno leto je bilo. In zagotovo leto sem vse dosegla, 100%. Četrta stvar, ki je izredno pomembna, je, poišči ljudi, ki ti lahko pomagajo. Vedno obstaja nekdo nekje, ki ti lahko pomaga, samo poiskati ga moraš. Ni rečeno, da moraš vse znati. Pomagamo si, vse smo socializirana bitja in če boš ti meni pomagal, bom jaz tebi. To je v Sloveniji mogoče malo zamrlo. Premalo se družimo, premalo si pomagamo en drugemu. Pa glej, vse na koncu, mi dva si pomagamo zdaj en drugemu. Jaz tebi pomagam, ti meni pomagaš. To danes, to je moja prodaja. Jaz prodajam sama sebe, ti prodajaš sam sebe. Ampak v bistvu bomo vsi nekaj od tega imeli. In peta stvar, ki je izredno pomembna, oziroma brez tega sploh ne gre, delaj. No, to si tudi zmeraj na seminarjih rekla, delaj. Ja. To, ja, moja največja vrednota je delo in jaz ljudi, ki so delovni, vsakega spoštujem. Kdorkoli je, vsako delo, jaz smetarje zmeraj spoštljivo pozdravim. Prej k nekoga drugega, prej k enega gospoda, nekdo, eni so taki, še bo zdaj nekdo se v nekem hudem Mercedesu pripeljal, sem mu prlizval, pa njega bo, smetarja pa še videl ne bo. Jaz sem ravno kontra in vsakega, ki dela, spoštujem in tudi grem kdaj v nedelo, ne vem, po gozdu se sprehajati, vidim, kmetje delajo. Mislim, jaz to vzamem kot tako, da tudi jaz imam zaradi tega nekaj več, ker on dela, zato ker on bo drva naredil, bo zato drva malo cenejša. Tako jaz to gledam, tako da... Jaz bi tu mogoče samo dodala, ko praviš, treba je spoštovati vsakega, ki dela, ne glede na to, kaj delajo. Ampak nekateri ljudje so kot baloni. Letijo visoko, a so prazni. Albert Einstein je tudi, jaz zelo rada njegove izreke uporabljam, rekel, če imaš visoki ego, imaš nizko znanje. Če imaš pa visoko znanje, imaš pa zelo nizki ego. In bistvo, jaz pravim pri ljudeh, mora biti vedno neka zlata sredina. Vedno. Misliš, ne vem, prej si menila honorarje pri Liscu, ne? Ja. Veš, da jaz teh honorarjev sem se odpovedal, ker je on meni prvič napisal, naj mu izstavim račun, to je bilo za tisto marketinško konferenco. No, jaz sem že njemu prej pisal, da bi predaval za njega in da bi zastonj predaval, zato ker pač jaz bom stranke dobil, in mi je to čist ok, ne? No, tista marketinška konferenca bila, on mi napiše, ne izstavim račun, sem rekel, ne, ali šlej, jaz ti računa ne bom izstavljal,
zato ker, jaz sem tudi imel korist in te pa samo še prosim, da me še kdaj v kaj tacga, da je noter in jaz bom super zadovoljen. No in zgleda, da se Lisac pol še mečkan čutil mi kaj dolžan. Ja, si ga. Pa čeprav ga nisem namerno. Namerno, ampak najbrž on se je osebno sam potrudil, šel z menoj na neke sestanke, nekem njegovim strankam, da jim jaz delam optimizacijo. In on mi je takrat zrihtal najboljše stranke in takrat sem jaz imel od tega koristi mnogo več, kot pa če bi tisto zaračunal. To ni 10-krat več, to je 100-krat več. Čeprav enemu sem to povedal, takrat pa rekel, nimaš prav. S tem si pokazal, da se ne ceniš. Ampak v tem primeru se je izkazalo, da sem prav imel. No, če dovoliš moje razmišljanje, po tem, kar si rekel, takrat si ti njega potreboval, da je on tudi tebi pomagal, da si naredil to zgodbo, ne? Moje razmišljanje danes, no tudi jaz sem ga takrat potrebovala, da sem sodelovala, da sem dejansko naredila nekaj, kar je bila odskočna deska meni bom rekla, v te vode predavateljstva. Ampak spet ena izredno dobra, poučna zgodbica je pa od tega risarja svetovno znanega, zdaj sem pa pozabila, Pabla Picassa. Pablo Picasso je šel po tržnici, pa pride nasproti ena ženska, pa mu reče, prosim vas, prepoznala sem vas, bodite tako prijazni, tu imam en košček papirja, pa mi nekaj narišite, se vidim, da vi imate vedno svinčnik za ušesi, dajte mi nekaj narisati. No, ona se mu tako prijazno nasmeje, on je bil prijeten gospod, je vzel svinčnik in je naredil to risbico. Ona se mu zahvali, reče hvala lepa, se hoče obrniti, oditi, on pa samo reče, gospa, samo trenutek, a veste vi, koliko je vredna ta risbica? Pa ona reče, pa risali ste enih 6 sekund, nekaj malega zagotovo. Pa on je reče, gospa, ta vaša risbica je vredna 100.000 evrov. Pa ona, 100.000 evrov? Za to tako malo risbico? Pa reče, gospa, poslušajte, 30 let sem treniral, da sem vam narisal to risbico. Zato je toliko vredna. Pa je roko zaprl, pa pustil, da je odšla. Tako da postaviti ceno je tudi velika umetnost. Pa tudi vprašanje, kdaj postavimo ceno, ko smo na vrhuncu ali ko smo na začetku. Na začetku moramo nekaj investirati, zato da pridobimo priložnost, da lahko neko stvar delamo. Če si pa ti vrhunski, takrat pa že imaš ceno. No ja, ampak meni se je to to je super, to si vredno naredil. Tukaj, dragica, si mi neke knjige prinesla. Tole je knjiga od tvojega sina. Ja, to knjigo poveš malo več. Ne glede na ostale knjige, to knjigo pa bi res priporočala tistim ljudem, ki morajo razumeti ljudi, ki dobivajo kakšno kemoterapijo ali so bolani, da bolj razumejo, kaj doživljajo. To je moj sin Marko napisal to knjigo, leto dni je dobival kemoterapijo in ko to prebereš, potem tudi razumeš ljudi, ki gredo skozi res težko obdobje in to knjigo res priporočam, da jo kdo prebere. 336 dni upanja, se pravi, toliko časa mu je vreden kemoterapija. Pol to je ta v angleščini? To je v angleščini. Tu ste avtori ti, Marijo Plenković, tu si rekla, da je oče od hrvaškega premijera. Ja, on je bil profesor. Pa tvoj sin tudi. Marko je
Aha, ta je v Hrvaščini. Ta je v Hrvaščini. No, to smo prodali 2 leti nazaj 3500 komadov, ker je predvsem mrežni marketing in jaz pravim, vsa podjetja, ki se ukvarjajo z mrežnim marketingom, z vodenjem sodelavcev, z prodajo. Jaz bom rekla, da to je kot en recept in kajti po vsakem poglavju je zadaj vprašalnik, ali to delaš. In če to knjigo predelaš, jaz pravim, zagotovo uspeš. Verjamem. In v prodaji, in v vodenju. No, dejva reči čisto na kratko o mrežnem marketingu. Mrežni marketing ima zmeraj negativen predznak, se strinjaš, ne? Ja. Ampak to ga verjetno ima zato, ker ljudje ne vejo, kaj točno je mrežni marketing, pa velikokrat je bil zlorabljen z strani nekih denarnih piramid in zdaj ljudje mislijo, da je mrežni marketing zmeraj nekaj slabega. Ampak prej so se pogovarjala, ne, jaz sem ti rekel, mrežni marketing je tudi to, da če ti jaz rečem, dal ti bom 10%, če me eno stranko pripeleš, to je že mrežni marketing v končni fazi. Ja. Jaz bom rekla, da sem kar zelo jezna, ker ljudje ne poznajo razlike med finančno piramido in mrežnim marketingom. Jaz sem na mednarodni znanstveni konferenci v Opatiji zelo pojasnila razliko med finančno piramido in mrežnim marketingom. In moram priznati, da je bila tam masa profesorjev, ki so takrat tudi med odmorom mi priznali, da niso vedeli, kaj je resnična razlika med finančno piramido in mrežnim marketingom. Jaz bi pa rekla, da bi morali morda v šolah malo več povedati o tem, zato ker je mrežni marketing v času digitalizacije dosega recimo na ameriškem trgu izredno velike uspehe. Zakaj? Ker ti skozi socialna omrežja imaš priložnost in možnost brezplačnega reklamiranja. In mrežni marketing, če samo glavno razliko vidim med finančno piramido in mrežnim marketingom. V mrežnem marketingu si plačal za rezultate dela. V finančni piramidi pa moraš ti najprej vložiti denar in potem je vprašanje, če dobiš ta denar nazaj, če ti ljudje, ki jih pripelješ tja, spet vložijo. Mrežni marketing je pa, jaz bi rekla, najbolj dostopnejša oblika posamezniku, da naredi svojo zgodbo o uspehu. To lahko naredimo enkrat malo daljšo razpravo o mrežnem marketingu. Zakaj? Zaradi tega, ker se veliko podjetij zdaj ukvarja z mrežnim marketingom. Ampak izredno pomembno je, da vsak tisti, ki se odloči za mrežni marketing, preveri, kako je podjetje registrirano, malo preveri lastnike, preveri pogoje, pogodbo. Ne smejo tako naivno vstopiti v podjetja, ki omenjajo, da delajo po mrežnem marketingu. Mora biti pogodba, mora biti certifikat kakovosti, morajo biti dejansko stvari, ki dajo neko varnost za tistega, ki prične delati. Ampak v teh časih, ko je toliko odpuščanj, ko ljudje iščejo zaposlitve, jaz pravim, da preveriš samega sebe, ali si zmožen v prodaji ali v vodenju, je to najboljša oblika. Resnično. No, lej, jaz te na začetku namerno nisem rekel, da malo vse povej, zato ker vsak to na začetku reče, pa sem rekel, da bo malo drugače. Dej pa zdaj, ko so že bolj proti koncu, povej malo več oseb, da te ljudje spoznajo, saj ogromno te jih pozna, ampak je pa tudi veliko ljudi, ki te ne poznajo. Ja, jaz bom rekla, mogoče v Sloveniji me malo manj pozna, ker se v Sloveniji malo manj tudi promoviram. Najlepše je, da pogledajo na mojo spletno stran www.dkorenjak.eu. Tam dobijo vse informacije, kdo sem, kaj delam. Ampak če samo na kratko povem, da 30 let podjetništva v zavarovalništvu, 10 let sedaj na področju svetovanj, sem svetovalka za razvoj prodajnih mrež, od tega direktne prodaje do vodenja sodelavca ali do podjetništva. 2-krat smo bili Slovenska gazela, tako da imamo rezultate. Na podlagi rezultatov lahko rečem, da se je zgradila ta zgodba, pa tudi moj imidž.
In kar sem najbolj ponosna, ne samo v Sloveniji, tudi Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Kosovo, so ljudje, s katerimi delam, so nekako jaz bom rekla, zadovoljni z mojimi svetovanji in dosegajo vrhunske rezultate. Jaz vedno rečem, izobražujem zmagovalce. Kdo so zmagovalci? Tisti, ki se odločijo, da nekaj naredijo na sebi, da naredijo svojo zgodbo, da se želijo potruditi, da so srečni v življenju in da pridejo do tega, kar je najpomembnejše na koncu, do notranjega miru. Jaz, če te prav razumem, ti predvsem izobražuješ neke prodajnike in tako naprej. Ja. A si ti razmišljala, da bi ti izobraževala, bom rekel, nič v zvezi s podjetništvom, se pravi, ker jaz mislim, da bi ti odlična bila neka, zdaj temu pravijo live coachinga ali nekaj takega. Mislim, ti imaš na teh seminarjih, imaš teh zadev ful dobrih. A si ti to razmišljala, da bi v tej smeri kaj delala? Bom tako rekla, po seminarjih navadno, ko povemo, ker to seminar traja od 9 pa nekje do 5 ure, vmes povem tudi moje zgodbe, pa pluse in minuse in navadno potem pridejo ljudje, da bi želeli imeti svetovanje. To, kar si zdaj omenil, imam za en mlad par, ki je začel podjetništvo, in ko smo uredili tiste osebne, človeške stvari, ki so potrebne za medsebojno zaupanje, življenje, gledanje za naprej in neko osebno zadovoljstvo, smo zdaj prešli na podjetništvo, ki ima pa super gre. Zakaj? Ker smo uredili te osebne, jaz bom rekla, pomembnejše stvari v življenju. Zagotovo na podlagi tega, kar sem preživela, pa na podlagi tega, kar sem slišala, ker nekje preko 30,000 udeležencev je bilo na mojih seminarjih, lahko pomagam ljudem oziroma bi dala, ne na svete, ampak kaj sem jaz naredila, da sem uspela in da sem danes 7. leto v penzionu res srečna. Super, to je najbolj pomembno. Zdaj za na konec pa še 2 kratka vprašanja, to vprašam več ljudi, ki so aktualne teme. Kakšno je tvoje mnenje o kriptovalutah? Vlagaš kaj, pa kakšno je mnenje? Ja, za kriptovalute priznam, da takrat čisto na začetku so me vabili vse, da bi sodelovala tudi, ampak tukaj nimam prepričanja, da me 100% bi prepričal nekdo v te stvari, tako da nimam nič proti, da ljudje verjamejo to, vlagajo, osebno jaz pa ne. Jaz imam 100% zaupanje v življenjska zavarovanja. No, zakaj pa ne kriptovalute? Nevidno mi je. Ne čutim, čeprav tudi v zavarovalništvu prodajaš dejansko kos papirja, na katerem piše, ampak vseeno zadaj je 100% hiša, recimo 200 let ali pa 100 let stara ustanova, ki ti garantira. In potem se spet še država ščiti, če bi bilo kaj narobe. Tako da tu ni nekaj otipljivega, zakaj bi jaz rekla 100% verjamem v to. In če jaz v nekaj 100% ne verjamem ali ne zaupam, potem ne vzamem. Se ti pa zdi to fenomen, rečemo, jaz imam podobno mnenje, jaz ne vidim nobenega ozadja tukaj, nobene garancije, cel kup minusu, elektrike, požge sam Bitcoin, to kokrdanska, neke za terorizem, za neke umazane posle si lahko denar, bom rekel, nevidno nakazujejo, tako da pač vidim same negativne zadeve. Ampak se ti ne zdi fenomen, da so ljudje kar to tako verjamejo? Verjamejo v to, eni verjamejo v to, ne vem, jaz si tudi le nikoli ne očitam, eni se pravi, joj, kaj nisem Bitcoina kupil, ne vem, leta
15. Jaz si to nikoli ne očitam, ker meni je en te bitcoine omenil že tam nekje leta 2012, 2013. In jaz, če bi meni kdo takrat rekel, da bo ta bitcoin enkrat prišel skoraj do 70,000 evrov, bi mu jaz rekel, da je bolj sigurno bo je tam pred mojo bajto vesoljce pristali, pa mene povabil, ne grem z njim v vesolje. Tako da... Ja, ko si rekel, ne morem razumeti, da se pa ljudje odločajo. Vidiš, Tomaž, to je to. Ljudje se odločajo na podlagi zaupanja v tebe. Ko ti meni nekaj prodaš, če tebi zaupam in v tebe verjamem in če vem, da je neka stabilnost, potem to kupim. In masa ljudi včasih naivno, brez da preveri neke stvari, to je tudi v mrežnem marketingu, v finančnih piramidah, lahko kar primerjavo narediva, ne? Torej, zaupanje prodajamo mi kot ljudje. In če masa ljudi temu, ki je prodajal bitcoin, zaupa, je potem dosegel svoj cilj. Ampak jaz jim nič ne zamerim, to je njihova ali v plus ali v minus izkušnja. Mogoče bojo pa uspeli. Jaz jim želim, da uspejo. Jaz tudi tisk zasluž za kriptovalutam, jaz pravim, da je to krvavo zaslužen denar, zato, ker poznam ljudi, ki se po noč zbudi in gre gledati tečajnico. In jaz sem bil sam, sem vlagal v delnice tam leta 2007, tik pred krizo, to je bilo 2 let življenja, brez spanja, živčen, še svoj posel ne moraš delati in si tudi pomislim, da bi se s kakšnim kriptovalutam ukvarjal, pa čeprav bi vsi obogateli, tako da. No, potem pa še eno vprašanje, kaj ti misliš, zdaj se neki pogovarjajo o 4-dnevnem delovnem tednu, se pravi, da bi se delalo 4 dni namesto 5 dni, kaj ti v tem misliš? Ja, glede na to, da sem delala v podjetju, ker smo imeli redno zaposlene, če mene vprašaš, jaz bi to takoj uvedla. Ampak rad in disciplina, tako kot rečejo na jugu, da se dobro ve, da projekti, ki se razdelijo, se morajo narediti. Ampak ko gremo na 4-urni delovnik, takrat more... Ne 4, to je, da bi delal 4 dni, rečemo, da bi bil petek še frej. Ampak tukaj izredno pomembno vlogo bi igrali vodje, ker vodja mora točno vedeti, kaj dela, kdo dela, koliko časa potrebuje narediti analizo, ali je to možno ali ni možno. Zagotovo pa lahko rečem, da 100% bi delovalo. Zakaj? Ker ljudje imajo željo, imajo motiv. Če se malo navežem na Martin Luther Kinga leta 1963, ko so se borili za državljanske pravice. On je to začel. In on, takrat ni bilo ne socialnih omrežij, ne mobitelov, ni česar. Ampak poglej, kaj je naredil. On je svojo željo, da bodo prišle in se uveljavile državljanske pravice, prenesel po mrežnem marketingu med ljudi. In leta 1963 je 250,000 ljudi se zbralo na tistem kongresu. Zakaj? Ker on je znal prenesti svojo željo na ljudi. In ljudje so prišli zaradi sebe, da dejansko se izborijo za državljanske pravice, ne zaradi Martin Luther Kinga. In če bi danes, ko praviš, manj delali, če bi prenesli to željo med ljudi, da bodo manj delali in zato lepše živeli v petek, soboto, nedeljo, potem ima to efekt. Če pa tega ne bomo znali prenesti, pa zagotovo ne bi bilo. No, da še moje ti čisto na kratko povem, ki je malo drugačno kot tvoje. Lej, ljudje zapirajo gostilne, ker ne dobijo ljudi za delati. In zdaj, če mi ljudem uvedemo, se pravi, en gostinc, že zdaj ima premalo ljudi in te ljudi namesto, da mu bojo 5 dni delali, mu bojo delali 4 dni. Se pravi, bo mogel še 20% ljudi zaposliti, ker jih ne bo dobil. Potem pa še, če bojo ljudje manj delali, bojo več hodili po gostilnah,
in tako naprej, ker bo imel več časa. Se pravi, bi še več in jaz mislim, da preprosto sistem tega ne more vzdržati. No, tu se spet ne strinjam s tabo, oprosti. Ni problem, to je dobro, da imamo različna mnenja. Ja, super. Vsak lahko ima svoje mnenje. Ampak pogledaj primerjavo za trgovine. Ja. Ne bomo jih zaprli v nedeljo, ker potem bo ne vem koliko tisoč prodajalcev dobilo odpoved. Katastrofa. Danes imamo trgovine zaprte. Kaj se je zgodilo? Ljudje glih tak preživimo, nobenega nismo odpustili, ampak kaj je bilo potrebno? Miselnost družin spremeniti, da mamica in oče ne greta v nedeljo z otrokom v trgovske centre, kjer bogi otrok po zimi v debeli bundi, kapi, mami pa, ker je vroče, pa očetu slečeta bunde, otrok se joče v vozičku, kriči, da ne more niti dihati, samo da so v nedeljo v centru in da se sprehajajo. Kaj se je zgodilo? Nedeljo smo zaprli trgovine. Miselnost ljudi se je spremenila. Torej ne gremo v trgovine, bomo pa šli v park na sprehod. Torej spremeniti se mora miselnost ljudi. In tudi to, ko praviš, oprosti, da nimamo, da ne bo ljudi, ker jih ne bojo zaposlevali ali pa da jih odpuščajo v gostinskih lokalih. Zakaj jih pa ne odpuščajo v Avstriji? Ali pa v Nemčiji? Ne, se jih ne odpuščajo. Zapirajo gostinske, nisi prebrala, zdaj bil en članek nekje v Prekmurju, so zaprli neko gostilno, 50 let staro, ker nimajo kadra, ne dobijo človeka in to je problem. Zakaj ga pa nimajo? Ga morajo dobro plačati. Zakaj pa ta človek? Ampak ga vsi nimajo, ali ni to samo nekdo, da ga nima, ali ga vsi nimajo, ali jaz katerega-koli podjetnika spoznam, on bi zaposlil ljudi, pa jih preprosto ni. Tudi te so menda ponujali 1500 evrov plače, malo jih na pamet govorim. Preprosto je na trgu dela premalo ljudi. Zakaj pa hodi v Mariboru, koliko mi je znano, ker sem iz Maribora, zakaj hodi 12 000 ljudi delati v Avstrijo? Zato, ker je boljš plačano. Ja, kaj moramo spremeniti? Ampak, verjeti ne more Slovenija. Je Avstrija malo bolj razvita in ima, pač ne vem, če lahko se Slovenija z Avstrijo primerja, da lahko isto plačo kot Avstrija. Pa Avstrijo ne poznam. Ampak v Bosni, ki oba dva poznava dobro, ne morajo ljudje reči, da hočejo točno plačo kot v Sloveniji, ker preprosto ne more, ne gre. Je pa tudi tako, ne, vse v Sloveniji mogoče ni tako slabo, rečemo, nekje imajo. Jaz sem bil enkrat v Srbiji, pa z enim domačinom sedimo za mizo, jambra, kako je slab standard. Potem sem pa rekel, koliko pa razplača povprečna? Pove, sem rekel, za vašo povprečno plačo človek v gostilni dobi več pirov, kakor pri nas v Sloveniji. Plus manjši stroški, pri nas ti vse zaračunajo, tako da ne vem. Dobro, tukaj so malo na različnih bregovih, ne? Vse tako je prav, ne? Tako je prav, tako da sva že eno urco, ne? Ja. Sva. Lepo. Tako da jaz bi se te zahvalil, ker si vzela čas, zanimiv intervju. Upam, da bova še kdaj kaj, pa upam, da se na kakšnih teh seminarjih mogoče res vidva, tako da, če bi mogoče še za na konc kaj hotela povedati. Hvala, z veseljem sem se odzvala tvojemu povabilu. Tudi tebi čestitam, ker vidim, koliko potuješ, koliko nam daješ informacij, koliko slik. Res se vidi, da živiš za tem, kar delaš. Tako da tudi tebi hvala. Tisto, kar si prej rekla, da mora strast biti. Pri meni v tem je strast, ne se vidi. To se vidi in tudi v tvojem glasu, ko ti govoriš, tako pravim, ko vidim tisto naravo, res zelo lepe slike daješ ali pa posnetke in pol še tvoji komentarji zraven. Tako da, Tomaž, ostani takšen kot si, mi je veselje in ko bom imela
priložnost oziroma bova skupaj Lisca pozvala, da skupaj naredimo en seminar. Tako, super, hvala. Naj za na koncem še povem, se moramo zahvaliti Zavarovalnici Grave, ki nama je odstopila plec, brez placa so ostala in potem je Dragica na hitro poklicala in so zdaj tukaj v centru Ljubljane pri Zavarovalnici Grave, tako da hvala. Super, hvala. Super, to je to. Hvala. Samo zdaj upam, super, ja, saj imam. Zufrieden?